Kar naprej. Naprej, prosim. Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni, Jure. Jaz sem psihologinja Kremžarjeva in boste malo povedal, kako se danes počutite. V redu. Zakaj ste pa prišel k meni? Jaz bi najprej povedal, da so me frendi prosili, da grem. In jaz mislim, da nimam zares nekih velikih problemov. V zadnji epizodi modula o duševnem zdravju se bomo posvetili še zlorabi substanc oziroma vedenskim in duševnim motnjam, ki se pojavijo zaradi uživanja psihoaktivnih snovi. Natančneje bomo spoznali, kaj vse se povezuje z zlorabo substanc, kakšni so možni vzroki za pojav zlorabe, ter, kot je za ta modul značilno, nekaj osnovnih informacij o terapevtski obravnavi. Kaj pa vaše prijatelje skrbi? Da preveč pijem. Videli so mene parkrat, kako sem res veliko pil in pol so me začeli miriti in so rekli, da sem bil jaz razburjen, pa nisem bil razburjen. In malo ne poštekajo, da imam jaz še zmer nadzor, a jaz hočem piti ali nočem piti. Lahko neham. Kako pa vi doživljate vaše pitje? Prijatelji očitno mislijo, da pijete preveč, da nimate nadzora? Mislim, da se lahko ustavim, če hočem. Pri zlorabi substanc gre torej za pojav različnih motenj, ki jih lahko pripišemo uživanju ene ali več psihoaktivnih snovi. Največkrat gre za zlorabo več snovi, diagnoza pa se postavi, če je le mogoče, glede na tisto snov ali zvrst snovi, ki je povzročila sedanjo klinično sliko ali k njej vsaj največ prispevala. Motnje zaradi zlorabe substanc lahko vključujo eno epizodo zlorabe psihoaktivne snovi ali ponavljajoč se vzorec škodljive rabe ali odvisnosti. Me glavobol stisne ali pa nekaj, ampak ne vem, v mejah normalen. Najpogosteje zlorabljene substance so recimo alkohol, nikotin, kanabis, opioidi, sedativi, anksiolitiki, kokain, MDMA ali disociativne droge in drugo. Lahko gre za snovi, ki se predpišejo kot zdravilo ali pa tudi ne. Opioidi so recimo skupina zdravil, ki je v osnovi namenjena zdravljenju ali obvladovanju bolečine. Njihova zloraba pa predstavlja skoraj 3/4 smrti zaradi predoziranj. Najpogosteje uporabljam prepovedan opioid je heroin, narašča pa tudi uporaba sintetičnih opioidov, ki so še bistveno močnejši, recimo fentanil. Psihoaktivne substance se lahko uvrščajo glede na njihov učinek na centralni živčni sistem. Njihovi učinki lahko segajo vse od povišane stopnje energije in evforije do popolne sedacije. V začetnih fazah uživanja psihoaktivnih substanc se največkrat pojavlja doživljanje izjemno dobrega počutja in evforije, kar bo ojačalo tudi nadaljnje jemanje snovi. S tem pa se veča tudi fiziološka in psihološka odvisnost. To vodi v nadaljnje jemanje substance, predvsem z namenom sprostitve negativnih občutkov in neprijetnih odtegnitvenih simptomov. Sam dobro, zdaj se je začel faks, tako da mogoče tudi zaradi tega, da malo se sprostim, mogoče en kozarček. Mislim, dobro, zdaj, če gledamo, mogoče res vsak, vse ni važno, koliko pijem, važen je, kako izgleda moje pitje. Jaz pijem en kozarček, da se malo sprostim, pol še en kozarček, tretji kozarček, ponavadi, zato ker, ne vem, a lahko drugo vprašanje? Sindrom odvisnosti vključuje vedenjske, kognitivne in fiziološke fenomene, ki se razvijajo po ponavljajočem se uživanju snovi. Značilnost odvisnosti od substanc je, da odvisni posamezniki v uživanju droge posvečajo več časa kot drugim aktivnostim, kljub škodljivim posledicam. Razvije se povečana toleranca na snov ter včasih telesne motnje zaradi odtegnitve.
Ena izmed raziskav na ameriškem okolju je pokazala, da je najpogostejša odvisnost od alkohola, sledijo psihoaktivne snovi, od teh najpogosteje marihuana. Dejavniki povezani z zlorabo substanc so kompleksni in večplastni. Na individualni ravni se zloraba substanc pogosteje pojavlja pri moških, starejših ter posameznikih z različnimi telesnimi in duševnimi težavami. Podobno kot pri drugih motnjah v duševnem zdravju, pa ne smemo izključiti vplivov ožjega okolja, kamor spadajo recimo svojci, partnerji, prijatelji in znanci, ter širšega okolja in družbe, v kateri živimo. Tako so avtorji ugotavljali, da tveganje za razvoj motenj zaradi uživanja psihoaktivnih substanc narašča z nižanjem stopnje osebnega prihodka. Kako se potem počutite naslednje jutro? Ne? Takrat, ko pijete, je fino, ste dobro počutite, ste samozavestni. Kaj pa potem zjutraj? Se zbudite in? Ja, glavobolno. Še kaj? Misli mi uhajajo, malo težko vstanem. Tako izčrpan sem. Fulkrat tudi, ne vem, ko spim, je tako, ni globok spanec, no, malo se zbujam, malo se premetavam. Tako. Ja, kaj pa vaši odnosi? Se vam zdi, da je tudi to že kaj načeto zaradi vašega pitja? Mislim, moji odnosi so na slabšem, sam ne bi rekel, da zaradi pitja. Pač moji frendi so prepričani, da sem se začel distancirati od njih, to se mi sploh ne zdi res. Družina mi pravi, da preveč pijam, ampak mi grejo res na živce, ker oni ne dojamejo, da imam jaz smisel s svojim pitjem. Mene pitje sprosti. Kljub prepovedi uživanja določenih snovi in negativnemu vplivu na uspešnost, se zloraba substanc v športu vseeno dogaja. Sicer je to kompleksna tematika. Dejavniki, ki se povezujejo z zlorabo substanc, so po nekaterih raziskavah športna panoga, starost in izobrazba športnika, nivo vrhunskosti udejstvovanja v športu in drugi. Razlike se pojavljajo tudi glede na vrsto substanc, ki se pogosteje uporabljajo. Pri preučevanju dejavnikov zlorabe substanc pa ne gre zanemariti vplivov socialnega okolja oziroma športne mreže, kamor sodijo družina, trenerji, soigralci oziroma drugi člani ekipe. Socialno okolje igra pomembno vlogo pri razumevanju vedenj v povezavi z zlorabo drog pri športnikih. Podobno tudi pri glasbenikih zaradi visoke storilnostne naravnanosti, povezane z napori, visokimi vložki, zahtevo po uspehu in nagnjenosti k perfekcionizmu, tematika zlorabe substanc ni tuja. Večja dovzetnost za zlorabo substanc je lahko tudi posledica lajšanja prednastopne anksioznosti, pritisko po neprostani ustvarjalnosti ob sočasnem zatiskanju strahov in dvomov ali socialnega okolja, ki zlorabo tolerira ali celo spodbuja. Mogoče tudi to, da mi ne gre tako dobro v šoli, no? Da se malo... Ljudje malo opažajo, da sem drugačen, samo meni se ne zdi. Ampak so, ne? Zdaj smo jih naštela, te slabe vidike. Se strinjate? Ja, vedno pol gremo na to, malo zminimaliziramo, ne? Skušamo reči, se ni to hudo. Ampak če pogledamo, ne, odnosi trpijo, vaša pozornost, spomin. Ja? Slabo se počutite. Telesno zdravje. Peša, mogoče zdaj tega še ne občutite, ampak... Ampak jaz mislim, da bi še ful bolj pešal, če ne bi imel alkohola. Zakaj to mislite? Zato, ker me sprosti, zato, ker je način, kako jaz delam stvari, kako lažje grem. Ja, res je, da vas sprosti, torej, ja, to je ena pozitiven vidik, ampak po drugi strani, kaj pa po drugi strani? Kaj pa vam odnese oziroma kakšne so posledice? Ja, izgubim odnose, slab se počutim, pa slabše mi gre v šoli. Ampak point je, da jaz nimam drugih stvari. Jaz nimam drugih stvari, ki bi... Jaz bi hotel, jaz sem probal nehati. Jaz nimam te... Ne počutim se Mislim, ne počutim se...
nimam druge stvari, s katero bi lahko folgu svoj life, če ne s tem. Ja. Kaj pa v preteklosti, predno ste začel sploh piti? Kaj vam je pomagalo, da ste se sprostil, pa da ste se dobro počutil? Probava iti malo nazaj, no? Ja, ne vem, ful sem rad šport. Kateri šport, recimo? Nogomet. Okay. Še kaj? Ja, nogomet sem treniral. S mojim očem sem šel fulkat teč. V bistvu sem, moj oče je športnik drugače, pa so kar velik športala, zdaj, ko pomislim. Okay. Ne vem, kolesaril sem. In kako ste se potem po teh športih in po teh kvalitetnih druženjih počutili? Dober. V prizorih s klinično psihologinjo je bila predstavljena tehnika prednosti in slabosti, s katero pacient preuči svoje vedenje in situacijo iz različnih zornih kotov. Tehnika pripomore pri kognitivni restrukturaciji, torej pri spreminjanju obstoječega načina razmišljanja. Pomaga namreč, da bolj objektivno pogledamo na situacijo in iz zapisanega lahko potem v procesu zdravljenja identificiramo vire, na katere se lahko opremo in razvijemo bolj funkcionalna vedenja. Na primer, če nam alkohol pomaga pri sprostitvi, lahko raziščemo, kakšni so možni alternativni viri sprostitve, ki v nasprotju z zlorabo substanc pripomorejo k višji kakovosti našega življenja. Tako da mogoče sva skupaj našla neke načine, s katerimi bi se lahko malo sprostil pa dobro počutil, brez da bi dobil zraven tiste negativne dele, negativne vidike. Kaj pravite? Pravim, da sem probal, pa da mi ne ratano. Za pomoč ljudem z odvisnostjo ali zlorabo substanc je pomembno, da zmanjšujemo stigmo in predsodke, ki se v povezavi s tem pojavljajo. V Sloveniji imamo na voljo tudi centre za zdravljenje odvisnosti, ki delujejo v okviru zdravstvenega sistema. Soočanje z substancami oziroma z prekomernim uživanjem substanc je dolgotrajno. Tako da to je v bistvu šele začetek, če si boste to podspravili. Je pa težko. V primeru doživljanja stiske je pomembno, da se o tem z nekom pogovorite oziroma da poiščete strokovno pomoč. Zelo pomembno je zavedanje, da nismo sami ter da obstajajo učinkovite metode zdravljenja in pomoči, ki lahko pomembno izboljšajo naše psihofizično zdravje in počutje. Tako da, če se boste odločili za nadaljevanje, lahko pridete naslednji teden, pa probava nadaljevati, sicer pa boste šel po svoje. Okay. Okay. Se vidiva drug teden? Bom videl. Hvala. Hvala vam. Svidenje. Lep dan. Enako.